Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobar dan tudi v mojem imenu. Najprej dovolite, da se zahvalim vsem prostovoljcem, gasilcem, policistom, vojakom, vsem, ki so v tej izredni naravni nesreči pomagali. Vidimo, da gre za katastrofalne razsežnosti, ampak predvsem ključno, kar se je zopet in vedno znova, kar se v Sloveniji pokaže, je, da imamo ogromno srce in da smo vedno pripravljeni pomagati, ko pridejo težki časi. V teh dneh je bilo mogoče identificirati kar nekaj zadev, ki jih je potrebno nujno nasloviti. Zakaj? Zato, da pomoč pride nemudoma, hitro, učinkovito do ljudi, tja, kjer je najbolj potrebna. Zato smo se na vladi odločili, da pripravimo dva zakona. Prvi zakon, interventni zakon, zakon, ki je nujno potreben za to, da se lahko sanacija prične, da se lahko začnejo odpravljati posledice te naravne nesreče in tisto ključno, da lahko takoj pomagamo ljudem tam, kjer je to najbolj nujno potrebno, ker kot vidite, stiske ljudi so tudi že sedaj zaznane kot izjemne. Interventni ukrepi, danes smo te ukrepe identificirali, v teh dneh, ta vikend se bodo še oblikovale ustrezne zakonske norme, gre pa za ukrepe, ki zajemajo tako vzpostavitev javne infrastrukture in infrastrukture kot take, so to ukrepi, ki tudi pomagajo občinam, da prebrodijo te sedaj izjemno težke čase in predvsem tisto, kar je najbolj ključno, so ukrepi, ki bodo dosegli ljudi, da jim bodo pomagali premostiti te hude čase. Torej gre tako za namestitev posameznikov, družin, gre tudi, vsi poznamo tisto zgodbo o gasilcu, ki je pomagal reševati otroke, kako torej humanitarna pomoč, ki se je zbrala prav na račun za posameznike, kako to humanitarno pomoč spraviti do ljudi. In to so ukrepi, ki jih bomo oblikovali in ki jih bo vlada sprejela prihodnji teden. Hkrati smo pa identificirali tudi že sistemske ukrepe, ukrepe, ki bodo potrebni za to, da se vse posledice te naravne nesreče tudi dolgoročno odpravijo. O tem verjetno nekaj več minister, predvsem pa moramo se zavedati, da samo odprava posledic te nesreče bo trajala kar nekaj časa in gre za sistemske, torej trajnejše oblike teh ukrepov. Mogoče zdaj na tem mestu še ministru prepustim besedo. Najlepša hvala. Izvolite, minister, zagotovo je veliko vprašanj, kje bodo po novem stanovanjski objekti in tudi v tej smeri je šla razprava na vladi. Res je, tudi v tej razmeri je šla razprava. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Vlada se je po katastrofalnih poplavah začetek avgusta odzvala najprej z pripravo novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta zakon je v bistvu dvojni zakon. Na eni strani je sistemski zakon, ki se ukvarja z odpravo posledic naravnih nesreč na splošno za celo leto, veljal bo tudi za nazaj, za vse naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo v letu 2023 in na drugi strani smo v ta zakon že vgradili tudi prve interventne ukrepe. Na današnji seji vlade smo, tako kot je povedala kolegica ministrica, šli preko nabora ukrepov za drugi interventni zakon in naprej pa se bomo ukvarjali še z zakonom o obnovi. Sam bi iz svojega področja in današnje razprave ter nabora izpostavil 3 ukrepe. Prvi je ta, da umeščamo v našo zakonodajo tehnično pisarno. O tem je bilo že veliko govora. Tu gre za pomoč z tehnične strani za vse prizadete, tako za ljudi, za fizične osebe, za občine in tudi za gospodarstvo, ki so na terenu utrpeli posledice naravne nesreče in se bodo v prihodnosti morali ukvarjati ali z rekonstrukcijo, z obnovo, s preselitvijo svojih objektov in bodo zato potrebovali storitve te tehnične pisarne. In z zakonom, ki ga imamo na mizi, opredeljujemo tehnično pisarno in določamo naloge, pristojnosti in na ta način jo postavljamo v prostor.
Drugo bi izpostavil ukrep nujne rekonstrukcije, se pravi za tiste objekte, za katere se je potrebno nujno lotiti same obnove. Tu uvajamo hitro možnost, da ne bo težav pri pridobivanju dovoljenj z birokracijo. In tretje, z prostorskega vidika pomemben ukrep, to je občinski podrobni prostorski načrt za odpravo posledic naravne nesreče, kjer želimo seveda z vsemi akterji, ki tu sodelujejo, vemo, da OPPN-je sprejemajo občine in tudi po načelu subsidiarnosti bodo seveda tu morale biti vključene in sodelovati, zato me še posebej veseli tudi naš konstruktiven odnos z vsemi tremi občinskimi združenji in tudi občinami in verjamem, da bomo na ta način lahko prišli do ukrepov, ki bodo v najkrajšem možnem času pripeljali do rešitev, predvsem za tiste, ki so sedaj utrpeli izgubo doma ali tistih, ki se jim je uničila proizvodnja obrati in to so tiste stvari, skratka, s katerimi se bomo ukvarjali pri nas na našem resorju, se pravi vzpostavitev tehnične pisarne na terenu, nujne rekonstrukcije in pa OPPN za odpravo posledic naravnih nesreč. Hvala lepa. Vlada je tudi imenovala Boštjana Šefica za državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Državni sekretar Boštjan Šefic bo zadolžen za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023, tako da to je tudi s tem povezan ukrep. Zdaj pa dajemo besedo novinarkama, dvema, ena je tukaj z nami fizično in dobi prednost. Metka Majer, Pop TV. Zdaj samo, da najprej na tehnični ravni čisto razčistimo. Torej govorimo zdaj o enem interventnem zakonu in pa še enem, če sem prav razumela, tisti, ki sledi torej zakon o obnovi. A lahko to malo razdelamo? Torej, sprejeti je že torej zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, torej zdaj na mizi imate, torej povejte vi. Ja, hvala. Torej ja, govorimo o dveh zakonih. Danes smo se dogovorili o ukrepih interventnega zakona. Gre torej za ukrepe, ki so nujno potrebni za sprejem, zato da je ta pomoč in da je ta intervencija hitra in učinkovita, da se lahko začne takoj oziroma nekaterih delih nekje se že izvaja. Ne vem, lahko ponazorim s primerom. Imamo situacijo v javnih zavodih, kjer primanjkuje kadra, kako torej med javnimi zavodi omogočiti, da se ta kader premešča na lokacije, kjer je potreben, ali pa recimo nenujni medicinski prevozi, kako omogočiti, da se ljudje, ki potrebujejo tak nenujni medicinski prevoz, tudi dejansko izvede. Potem imamo tu eno kopico investicijskih, v bistvu gradbenih določil, torej odstop od zakona o javnem naročanju. To je vse nujno potrebno za to, da se intervenca začne izvajati takoj, brez nepotrebnih procedur.